En lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Aljaž Močnik in danes se bomo v mojem delu na današnji konferenci pogovarjali o razumevanju družbenih omrežij. Predstavil vam bom nekaj trikov, ki se jih sam poslužujem pri svojem delovanju in pa mogoče kakšen nasvet, o katerem se bo kdo izmed vas potem tudi našel. Samo malo imamo težav, okej. Zdaj nekaj nahitro o meni. Sam delujem v športu, bližam se 15 letom v delovanju v športu. Deloval sem tako na v klubskih sredinah, torej v rokometnem klubu Gorenje Velenje, v košarkarskem klubu Sixt Primorska, potem pri športnih panožnih zvezah. Začel sem na košarkarski zvezi, ker sem se zadržal tudi najdlje časa, 7 let. Nazadnje sem delal na rokometni zvezi, sedaj pa prav na frišno sem član Odbojkarske zveze Slovenije. Ena posebna stvar, ki je na dosedanji poti si mi pripetila, na katero sem tudi ponosen, je to, da sem bil del olimpijske reprezentance na zadnjih 2 olimpijskih igrah. Sicer ne kot športnik, ampak kot del ekipe, support staffa, zadolženega za odnose z javnostmi, primarno za družbena omrežja. V dobi interneta so se informacije začele širiti z enormno hitrostjo. Del dobe interneta so postala tudi družbena omrežja. Tukaj vidimo prikazano, da kar 4,6 milijarde ljudi oziroma prebivalstva nad 13 let svetovnega, oziroma to je 3/4 svetovnega prebivalstva, je aktivnega na družbenih omrežjih. Samo v letu 2022, torej v minulem letu, se je delež aktivnih uporabnikov povišal za več kot 4%. Ta trend pa se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih, saj je predvideno, da do leta 2027 številka aktivnih uporabnikov na družbenih omrežjih naraste na enormnih 5,6 milijard. Sedaj, če se malo ozremo na posamezna družbena omrežja, vidimo, da ima to je seveda vse v svetovnem merilu, največ uporabnikov, aktivnih uporabnikov še vedno Facebook. Za njim sledi YouTube, nato Instagram, ki ima še vedno 2-krat več uporabnikov kot TikTok, o katerem smo poslušali prejšnje predavanje, medtem ko ima pa TikTok 2-krat več uporabnikov kot Twitter. Mi se bomo osredotočili v tej moji predstavitvi predvsem na 2 predstavnika iz te vodilne trojke, to je na Instagram in pa na Facebook. Obe omrežji ponujata objavljanje tako statičnih kot dinamičnih slik, torej raznih grafik, fotografij in pa videoposnetkov. Pa dajmo najprej te objave, ki jih lahko objavimo na teh družbenih omrežjih, razdelimo na 2 dela. In sicer na tiste, ki jih lahko planiramo naprej, in tiste, ki jih uporabljamo za objavljanje v realnem času. Preden se podamo, bomo rekel, malo globje, dajmo še pogledati, katere so najbolj priljubljeni tipi objav. To je seveda še vedno v svetovnem smislu, pa vendarle, tako kot imamo razmerje prej prikazano za posamezno omrežje, koliko je aktivnih uporabnikov in to lahko nekako preslikamo sorazmerno na Slovenijo, lahko tudi tukaj to preslikamo.
Se pravi, na prvem mestu sledilce oziroma uporabnike družbenih omrežij zanimajo zabavne vsebine, zabavne objave, na drugem mestu so kreativne in na tretjem mestu informativne. Sedaj, da bomo lažje razumeli vse skupaj, bomo na naslednjem slajdu pogledali eno zabavno vsebino. Naj vam že naprej povem, da je ta vsebina slabše kakovosti, ker konec koncev gre to za posnetek iz leta 2016. Takrat so telefoni bili še veliko slabši kot danes, kakšen najbolj povprečen. Pa vendarle pomembna je vsebina oziroma tisto, kar smo s tem videom želeli sporočiti oziroma vzpodbuditi pri sledilcu. Sicer tule zraven nimamo zvoka, pa vendarle gre za eno zabavno vsebino iz priprav moške članske reprezentance, ki se je takrat pripravljala na kvalifikacijske tekme za Evropsko prvenstvo 2017. Na tistem Evropskem prvenstvu je Slovenija potem osvojila zlato medaljo. Skratka, vsebina sama po sebi ne izgleda zahtevna, pa vendarle je potrebno ujeti tak trenutek. Igralci so se zabavali, to ujamemo na kamero, se pravi v video, in zadeva hitro postane primerna za objavo na Instagramu, na Facebooku. Kaj pa želimo z njo spodbuditi? Z njo želimo spodbuditi pri sledilcih, da se ob njej morda nasmejejo, se počutijo lagodno. To je smisel zabavne objave. Zdaj, če se vrnemo nazaj, na drugo mesto smo uvrstili kreativne objave. Tu bi morda izpostavil objave kolega iz košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Oni so se poslužili ene zanimive zadeve, in sicer, ko so dosegli eno pomembno odmevno zmago, oziroma dve, so po koncu tekme dali enostavno telefon v roke enemu izmed svojih igralcev. Ta igralec se je posnel je selfie video, v katerem je povedal svoje prve občutke, se zahvalil navijačem, ki so jih prišli spodbujati, in se nasploh zahvalil vsem svojim podpornikom za to podporo. To seveda ta vsebina oziroma ta tip vsebine ni izraz na zelniku ljubljanskega kluba. To že dalj časa recimo počnejo v ligi NBA. Košarkarska liga NBA, če jo poznate, tam se ne obračajo enormne vsote le pri plačah igralcev, temveč tudi v oddelkih za njim. Se pravi, tam imajo samo za družabna omrežja zaposlenih 10 ali več 10 oseb. In sam ne vidim nič slabega, če takšne uspešne prakse sledimo in iz njih skušamo zase vzeti nekaj, kar nam lahko pomaga. Torej pri naši zvezi, pri našem klubu ali konec koncev tudi pri našem podjetju, saj ste tudi v podjetjih podporniki športa in verjetno izkoriščate potem ta potencial. In potem še tretji tip objav, informativni. Tukaj pa lahko uvrstimo vse napovednike, podatke o kakšnih prireditvah in tako naprej. Skratka, objave, s katerimi informiramo svoje sledilce oziroma uporabnike družbenih omrežij v posameznem dogodku ali čem podobno. Preden se podamo dalje, imamo tule pred sabo še en podatek, ki nikakor ni nezamarljiv. 98,5% uporabnikov dostopa do družbenih omrežij preko mobilnih naprav. Torej, le 1,5% do družbenih omrežij dostopa zgolj in samo preko računalnikov. Medtem pa izmed teh 98,5% približno 17% ob tem uporablja tudi računalnik. Skratka, kot na dani se nam ponuja podatek,
da moramo svoje objave prilagoditi mobilnim napravam. In kako to storimo, oziroma kakšni so tisti mali triki, bomo pogledali v nadaljevanju. Preden pa se podamo na tisto, pa dajmo še kakšno reči o pravem času za objavo. To je kar zanimiva tema. Zagotovo uporabljate družbena omrežja, ste objavili že kakšno objavo, pa je morda dosegla super odziv ali pa mogoče ne. A mogoče bi kdo povedal, kaj je po njegovem mnenju, kateri so pravi časi za objave na družbenih omrežjih? Zjutraj, ko se zbudijo ljudje, v času med malco, ko gre na malco, ko pogledajo, kakve so obvestila, zvečer pred spanjem, pa po zaključku službe. Točno tako. Bomo šli zdaj malo bolj podrobno v tole, ampak hvala lepa že za tale nastavek. Torej, če se tako, kot je gospod rekel, če se obrnemo oziroma pogledamo skozi oči enega delavca. Slovenci v službo hodimo tam nekje med 7 in 8 uro zjutraj. Se veste, ko pridemo v službo, sledi najprej kava, klepetanje s sodelavci, potem pa se približuje 8 ura in tik pred 8, dajmo pogledati še malo na družbena omrežja, kaj se je zgodilo tam, če je kakšna informacija. In tako dobimo prvi termin, v katerem so in ki je primeren za objave. Vendar tule bi rekel, dajmo raje objaviti kakšno minuto pred 8, ker ob 8 se načeloma začne delo v službi, torej ko zamudimo tega uporabnika, ga ne bomo več dobili nazaj. Potem naslednje obdobje, čas malice, ki je nekje od 12 do 1, torej, saj veste, ko dobimo hrano v roke, večkrat tudi poskrolamo po telefonu in takrat znova preverimo, kaj se v teh 4 urah zgodilo, kaj je novega. Potem se predstavimo na tretje obdobje, seveda vrnemo se nazaj v službo. Služba pa se konča tam nekje med 3. in 4. popoldne. Bolj, ko gremo proti koncu službe, bolj pada ta delovna vnema, ker konec koncev odštevamo minute do izteka, ko lahko zapustimo službeno stavbo in pisarniški stol zamenjamo za tistega v avtomobilu ali kolo ali kakršnokoli drugo prevozno sredstvo. Pa dajmo, preden naredimo to spremembo, dajmo še pogledati malo na telefon in smo znova na družbenih omrežjih. In tako imamo tretji termin, ki je primeren za objave. Potem popoldne prinaša razne aktivnosti in ko pridemo zvečer popoldne v hišo, stanovanje, se ponovadi izleknemo na kavč ali kakšen udoben naslonjač. Takrat si prižgemo televizijo, lahko je na tej televiziji se predvaja vaša priljubljena telenovela, morda celo dnevna informativna oddaja. In vsaka taka stvar je enkrat prekinjena, ker pride do oglasnega bloka. Sedaj pa morda dvignemo roko, koliko izmed vas tisti oglasni blok pogleda zbrano in v celoti. No, se mi je zdelo, da ne bo veliko enako. Namreč takrat, če se ne sprehodimo do hladilnika, vzamemo ponovadi v roke telefon. Znova pogledamo, kaj se dogaja, kaj je novega. Vendar pri zadnji zadevi, oziroma pri zadnjem terminu, je napisana tamle gor zvezdica in zvezdica je z razlogom. Namreč ta termin je precej variabilen. Namreč pri vseh načrtovanih objav se moramo prilagoditi tudi dejanskemu stanju oziroma dejanskim razmerom. In kaj mislim v tem primeru? Dajmo se čisto postaviti v naravo, mogoče še 2 meseca nazaj,
si zamislimo, kdaj je bila zunaj tema. Se pravi, ob 4 popoldne se je začela delati tema, do 5 je bilo že vse temno, torej takrat gremo noter v hišo, se zleknemo na kavč, ob 5. Sedaj pa, če razmišljamo naprej, se pravi, poletje se bliža, poleti se začne mračiti tam ob 9 recimo zvečer, kar pomeni, da do 9 zvečer smo mi nekaj zunaj, smo aktivni, torej do takrat se ne bomo zlekli na kavč ali pa pogledali svoj telefon, ker bomo počeli nekaj drugega. Torej, tisto četrto obdobje je potrebno prilagajati glede na dejansko stanje. Sedaj, če še malo pogledamo generalno statistiko, seveda to spet, tako kot sem prej že dejal, to je vse mišljeno v svetovnem pogledu, ampak z lahkoto to preslikamo nekako tudi v Slovenijo. Generalno gledano je najboljši dan za objavo na Instagramu sobota, najslabši pa ponedeljek. Medtem sta na Facebooku najbolj plodna tista dneva petek in sobota, najmanj pa nedelja. Vendar tudi tukaj je potrebno vse vzeti z ščepcem zdravega razuma. Namreč omenili smo petek in vemo, da približuje se poletje in v petek, ko sonce vabi na plano, vsi nestrpno čakamo, da zapustimo pisarno, gremo na podaljšan konec tedna. Torej, v petek, 5 do 3, nikogar ne bo zanimala vaša objava v poletnem času. Sedaj pa naslednja tema, ki je zanimiva znova. Kako do boljše objave? Zdaj, Instagram, Facebook verjetno poznate, gre za, glede na to, da smo rekli, da gre, oziroma da je primerno, oziroma uporabljeno predvsem v mobilnih, oziroma na mobilnih napravah. Na mobilnih napravah so aplikacije prilagojene za pokončno uporabo. In temu primerno se moramo odzvati tudi z našo objavo, da z njo kar najbolj opozorimo nase, na svoje podjetje, na svoj klub, na tisto, kar hočemo sporočiti. In kako to storimo? To najlažje storimo tako, da v aplikaciji zasedemo kar največjo površino oziroma največji prostor svojo objavo. Instagram in Facebook dovoljujeta zdaj po ta novem objave formata 4:5 oziroma 1080x1350 pikslov. Izjemoma imamo pri Instagramu še format za objavo v formatu 9:16 oziroma 1080x1920 pikslov, o tem bomo spregovorili nekoliko kasneje, ker gre za reel videe. Skratka, kaj naredimo s tako objavo oziroma s prvim izzivom? Z grafiko oziroma video že sami po sebi zasedemo kar največjo možno površino v svoji objavi. In če se premaknemo sedaj na drugi izziv oziroma na drugo točko, sama objava po sebi bo pritegnila veliko več odzivov, če bo multimedijska vsebina atraktivna, ki bo ljudi navdušila. Tukaj bom kot en primer iz športa, vam ga bom pokazal, primer emocij. V športu je ogromno emocij, tistih pozitivnih, tistih negativnih. In prav vse dajo neko dodatno težo objavi. Tole vidimo na beli tablici prikazano slovensko deskarko Glorijo Kotnik. Ta fotografija je posneta z mobilnim telefonom. Z mojim mobilnim telefonom na olimpijskih igrah
nekaj trenutkov potem, ko je osvojila bronasto kolajno. Gloriji so tedaj prinesli, njen trener je prinesel telefon z video povezavo do njene družine. Seveda ob takšnem navdušenju so čustva privrela na plan. In ta trenutek smo uspeli ujeti. In zakaj je ta objava toliko bolj, zakaj jo tako rad izpostavim? Poleg tega, da so prikazana gor čustva, je to objava, do katere, bom rekel, navadni sledilci nimajo dostopa. Pustimo to, da na zadnjih olimpijskih igrah gledalcev ni bilo in tega zagotovo niso mogli videti. Dejstvo je, da se je to zgodilo v zaodrju, dokoder ima dostop le olimpijska reprezentanca. Ljudi pa zanima tisto, kar sami s svojim očesom ne morejo videti. Torej, da jim ponudimo, če jim ponudimo nekaj iz zakulisja, tistega, kar ne morejo videti, je to za njih zanimivo. Naj še povem za tole objavo, da je na Instagramu bila izredno dobro sprejeta, kljub temu, da je bil ta dosežek sredi noči v Sloveniji zaradi časovne razlike. Na koncu mislim, da je zbrala okoli 6700 všečkov, zraven seveda še en kup deljen in tako naprej. Nekoliko manj je bila sprejeta na Facebooku, ampak skratka, lahko rečemo, da za Instagram je bila zadeva zelo uspešna. In sedaj še tretja stvar. Razumem, oziroma ko spremljam kakšne klube, tudi zveze in karkoli, razumem, včasih je potrebno enostavno napisati dolgo objavo, dolg tekst, ker želimo nekaj sporočiti, da bo jasno vsem, da bo razloženo do potankosti. Vendar naj se te objave ne ponavljajo kar ena za drugo. Namreč dokazano je, da 80 znakov v opisu pod fotografijo ali videom prinaša do 66% odzivov uporabnikov, več uporabnikov. Torej, kratek tekst, s katerim povemo bistvo, ne dolgovezimo. Če smo se zdaj v zadnjih minutah pogovarjali predvsem v Instagramu, se bomo s tem slajdom vrnili nekoliko na Facebook. In sicer tukaj imamo v tem grafikonu prikazano, katere vsebine najbolj pritegnejo sledilce na Facebooku. Tule v prvem stolpcu vidimo, da so to nekaj več kot 60% kratki videi. Gre za videe iz trenutnega trenda do 60 sekund. Seveda tukaj ne govorimo o videu, v katerem postavimo pred kamero enega govorca, ki nepremično 60 sekund podaja svojo izjavo. Tukaj je potrebno še vedno zagotoviti atraktivno vsebino, dinamično vsebino in ta je potem sprejeta pri sledilcih. Povsem blizu temu kratkemu videu je statična slika, potem pa vidimo, da skoraj za polovico manj pritegne video v živo, ki je bil morda še pred 2 letoma, 3, nekako primat na Facebooku. Konec koncev, vse, kar se je dogajalo, smo prenašali v živo. Potem imamo naštete še ostale stvari, ki vidimo, da zaostajajo po zanimivosti že precej. Povsem na repu imamo objave z URL naslovi. Naj tukaj samo poudarim, da so to mišljene objave, naprimer, da vi na vaši spletni strani objavite neko novico in ta skopirate v brskalniku, ta URL in ga prilepite direktno v objavo. Facebook bo generiral nekakšno objavo, vi to potem objavite seveda. Takšne objave ne pritegnejo ljudi, sledilcev. Lahko pa naredimo nekaj nasprotnega. Uporabimo kombinacijo, recimo statične slike, atraktivne statične slike ali videa
medtem ko URL vtaknemo oziroma ga vpišemo v opis same objave. Sedaj, če se nekoliko vrnemo nazaj na Instagram, malo skačem, ampak upam, da boste uspeli povezati vse med seboj. Na Instagramu lahko opazimo, da se trendi iz leta v leto menjujejo. Če je še leta 2021 največji doseg prinesla objava posamezne, torej ene fotografije, je bilo že naslednje leto na prvem mestu je prineslo več fotografij, torej galerija, medtem ko je bila ena fotografija porinjena na drugo mesto, video pa na tretje. V letu 2023 so se dokončno uveljavili tako imenovani reel videi. Na Instagramu gre to za kratke videe, dolžine največ 90 sekund. Malo kasneje bomo podrobneje spregovorili o njih. Na drugem mestu je še vedno galerija fotografij, medtem ko je ena fotografija, ki je bila pred 2 leti primat, sedaj najslabša varianta, da vam prinese čim boljši doseg. Preden se podamo na ključnike, vam bom predstavil še ene statistične podatke, da dobimo malo predstave, znova seveda gledano na svetovni ravni, pa lahko nekoliko zadržkom preslikamo znova to v Slovenijo. Torej, profili z manj kot 500 oziroma do 500 sledilci na Instagramu jim je navadna objava prinesla doseg pri 77% sledilcev posameznega profila. Ko pa govorimo o reel videu, je ta odstotek 892, torej neprimerno višji, več kot 10-krat višji. Kako je lahko ta odstotek tako visok? Gre za to, da video doseže tudi tiste uporabnike, ki niso vaši sledilci. Torej, tako širite svojo bazo. Pa da se pomaknemo malo na naslednji predalček, če lahko tako rečem, od 500 do 2000 sledilcev profil. Tukaj seveda številke potem precej padejo, ampak še vedno razlika je očitna. Navadna objava prinese, torej z neko fotografijo, prinese 27% dosega. Medtem ko pa posamezen reel video prinese 152%. Torej, znova 5-kratnik tistega, kar prinese navadna objava. Ena od stvari, ki se uporabljajo na Instagramu, pa seveda tudi na Facebooku, čeprav primarno na Instagramu, so hashtagi, tako imenovani hashtagi oziroma po slovensko ključniki. Gre za besede, pred katere vtaknemo lojtrico. Kaj je njihov pravzaprav namen? S temi ključniki povezujemo enake tematike, enake vsebine. Torej, če damo neko objavo, v kateri bomo dali res banalen primer, nekaj sveta košarke. S klikom na ta ključnik, ki ga imamo napisanega v objavi, bo sledilec na to, oziroma mu bo Instagram poiskal še ostale objave, ki so uporabili isti ključnik. Torej, mu bo pokazal objave na isto tematiko. Zdaj, če se dotaknemo še nekoliko količine. Če pogledamo nekatere objave,
lahko vidimo, da imajo na koncu, navadno na koncu zapisano gručo ključnikov oziroma hashtagov. Instagram dovoljuje, da v posamezno objavo napišemo največ 30 ključnikov. In ni nekako presenetljivo, da imajo največji doseg in odziv objave, ki imajo zapisanih med 20 in 30 ključnikov. Kot sem že rekel malo prej, te ključniki so navadno napisani oziroma pri nekaterih kot gruča na koncu teksta objave. Morda to zgleda nekako glomazno, nelično in obstaja rešitev za to. Namreč vse te ključnike Instagram dovoljuje, da jih zapišemo v komentar. Opravljajo enako funkcijo, torej ta post oziroma to objavo enako prikažejo sledilcem, ki iščejo tematike, posamezne tematike s ključniki, vendar pozor, ti ključniki v komentarju, ta komentar mora biti prvi na to objavo. Torej tega ne smemo zamuditi, to je potrebno takoj objaviti ključnike v komentar. Če smo prej razdelili objave na dva dela, torej za tiste, ki jih lahko planiramo vnaprej in na tiste, ki jih uporabljamo za poročanje v realnem času, bomo zdaj šli na to drugo vejo. Se pravi, kaj so tiste objave za poročanje v realnem času? Če spet izhajam iz športa, gre za dogajanje na neki športni prireditvi, recimo športna tekma. Komentiramo oziroma objavljamo dogajanje v živo. In zakaj je pomembno, da to počnemo v realnem času? Zato, ker hočemo, da od našega kluba, od naše ekipe, torej, če preslikam v podjetje, od našega produkta poročamo prvi. Ker naša objava bo potem začela krožiti, okoliko je pa bo še zraven nastalo recimo 5 manjših, mi pa bomo 5 v vrsti, bomo imeli toliko manjši doseg, ker bodo sledilci to informacijo pobrali že nekje drugje. Sedaj, da bom stvar lahko kar najlažje razložil, sem uporabil svoj primer iz nedavnega svetovnega prvenstva v rokometu. In sicer šli bomo čez en dan tekme, torej čez dan, ko je slovenska reprezentanca igrala tekmo. Ob 8 zjutraj, oziroma tam okoli 8 zjutraj, sem začel splošno objavo. Torej, če tukaj se vračamo nazaj, to je še splošna objava, ki jo napovemo naprej. Gre za grafiko, pokončno, s katero zasedemo kar največ prostora, na kateri so vsi podatki, ki sporočajo športnim navdušencem, kdaj je tekma, kje se jo da gledati, kje pravzaprav poteka. Potem v obdobju med 1 in 3 popoldne sem znova postregel z eno grafiko, vnaprej pripravljeno, s katero smo komunicirali, kateri igralci bodo tisti dan zastopali barve Slovenije. Namreč ekipa se je vsakič malenkost spremenila in tako smo tudi potem komunicirali, če je bilo poškodovanje in tako naprej. Zdaj, da ne boste rekli, ok, pa to je grafika na grafiko na grafiko. So bile druge še vmes vsebine, se pravi kakšen video, s kakšno sponzorsko vsebino ali kaj podobnega, ampak zdaj smo pa rekli, da se osredotočimo res striktno samo na objave, ki se tičejo tekme. Zdaj, pravo objavljanje, se pravi v realnem času, se je začelo, ko je reprezentanca zapustila hotel. V začetni fazi se stvari postavljajo tudi, oziroma sem postavljal tudi na story seveda. Postavljamo gor, kako se ekipa vkrca na avtobus, morda kakšen utrinek iz avtobusa, ki se pelje od hotela do dvorane, pa potem prihod v dvorano in sprehod v garderobe.
Potem pa sem poskrbel nekje 1 uro pred tekmo za objavo na feedu, torej na zidu našega profila, z galerijo, na kateri sem prikazal utrinke iz zakulisja. Torej, kako se fantje, reprezentantje pripravljajo na to tekmo. In kaj je pomembno pri teh objavah, ki na nas ne vršijo nekega pritiska, se pravi, nimamo pritiska rezultatov oziroma neuspeha, karkoli. Pomembno je, da je vsebina atraktivna. Torej, da se na njej vidi energija, dobra, pozitivna volja. Potem se seveda približuje tekma, znova na storiju poskrbimo, da ovekovečimo začetek tekme, vpišemo kakšen delni rezultat. Zaradi TV pravic recimo na takih večjih tekmovanjih snemanje ni dovoljeno, zato moramo poskrbeti samo s fotografijo, na žalost. Je pa tako, da lahko, bom rekel, na kakšni klubski ravni, kjer TV pravice niso striktne oziroma ni teh omejitev, lahko brez težav poskrbimo oziroma postrežemo tudi s kakšnim videom, ki je veliko bolj zanimiv na storiju kot neka klasična statična slika. Potem se približuje polčas. Med polčasom sem znova komuniciral rezultat in kot bom rekel, k tej objavi dodal nekaj atraktivnih slik, ki so nastale sicer od fotografov, uradnih fotografov. Potem normalno se tekma pelje naprej, znova poskrbimo na storijih za komuniciranje delnih rezultatov, na kar pridemo do konca tekme, ko sem z grafiko in eno tako, bom rekel, zgovorno sliko komuniciral končni rezultat. Sedaj, če ste dokaj pozorno poslušali tisto, kar sem prej vam govoril, lahko pogledamo recimo tule nazaj, pa mi zna mogoče kdo povedati, kaj bi pa mogoče pri tej objavi lahko naredil še boljše, da bi bila še bolj sprejeta, glede na tiste, bom rekel, stvari, ki smo jih prej omenili. Video. Lahko bi bil video, se strinjam, v redu. Če pogledamo mogoče dimenzijo fotografije, razmerje. Fotografija recimo ni v razmerju 4:5, kar bi lahko recimo zavzel več prostora med ostalimi objavami, naprimer. Vendar se veste, kako je to, ko si one man band, je eno teorija in želje, drugo je pa tisto, kar uspemo narediti z 2 rokama in 10 prsti. Potem, če pogledamo še tole na pripis, sam tekst recimo, da pride v teh 80 znakov, o katerih smo se pogovarjali, medtem ko pa hashtagi so pa tukaj uporabljeni samo 4. Torej imamo še kar 26 prostorov, da jih dodam. Tako da tudi sam nisem najbolj bleščeč, bom rekel, oziroma da se marsikaj vsak dan narediti boljše tudi iz sebe. Sedaj pa prihajamo v zadnji del, tole, kar vam imam je zapovedati, oziroma kar sem za vas pripravil, seveda bomo pa tudi bom pripravljen, oziroma bom znal vaše vprašanja počakal. Zdaj v zadnjem delu bi vam sam pokazal še par praktičnih in finančno, predvsem finančno tukaj govorim, dostopnih pripomočkov, ki naše zadeve oziroma naše materiale za objave naredijo boljše. Z enim mobilnim telefonom se da danes narediti odlično vsebino. V času korone, dokazano, lahko z enim mobilnim telefonom pripravimo tudi vsebino, ki jo na to vrti nacionalna televizija v svojih prispevkih. Skratka, telefoni so s svojimi kamerami napredovali precej, seveda pa so potem tu še zraven neki dodatni pripomočki, ki celotno raven lahko še dvignejo.
Zdaj, prva stvar, ki bi vam jo rad pokazal, je tale stabilizator. Gre se za napravo, v katero vpnemo mobilni telefon, jo prižgemo. Na hitro zadeva izgleda kot stojalo za telefon. Ampak kaj je pravzaprav point tele naprave? Če mi držimo telefon v roki in hodimo za nekom, ga snemamo, z našim gibanjem telesa slika v videu skače. In to odrezano skače, ker je pač takšno naše gibanje. Ta naprava omogoča, da isto hodimo za nekom, vendar s to razliko, da ublaži to gibanje. Torej, da se giba v valovih in je slika ne tako odsekana, kot bi bilo direktno iz roke zaradi tresenja, ampak da lepo slika potuje. Druga oziroma tretja zadeva bo pravzaprav kar kombinacija, ki jo sam uporabljam za snemanje izjav, ki jih potem recimo tudi številne slovenske televizije, ki ne pridejo na prizorišče tekmovanja, uporabijo v svojih dnevno-informativnih programih. Polovica tega, kar vam želim zdaj predstaviti, je tale obod, v katerega namestimo telefon, se pravi telefon pride tule notri. In kaj je smisel tega? To je prav tako en stabilizator, namreč ima dva ročaja in z dvema rokama uspemo telefon veliko bolj stabilizirati kot zgolj z eno. Lahko preizkusite sami, z eno roko ali z dvema. Na ta stabilizator oziroma okvir sam potem namestim shotgun mikrofon. Gre za mikrofon, ki je usmerjen v osebo, katero intervjuvam. Gre za takšno zadevo, enostavno z enim takim umestnikom to pritrdimo na okvir, povežemo s telefonom. Naloga tega mikrofona je, da ojača oziroma naredi zvok intervjuvanca kar se da čist, obenem pa izniči oziroma kar najbolj zmanjša hrup iz okolice, torej da je izjava čista. Te tri zadeve, ki sem jih sedaj predstavil, na začetku sem rekel, da želim vam nekaj pokazati, kar je finančno dostopno vsakomur. Ni skrivnost, da sem te tri stvari, te tri pripomočke nabavil preko AliExpressa. Da se pogovorimo kar direktno o posameznih cenah, da si znate predstavljati. Stabilizator, prvi, ki sem vam ga pokazal, okoli 80 €, za kakšnih 10 € ali več 10 € manj se da dobiti tudi kakšnega drugega, mogoče malo manj priznane firme, pa vendarle ravno tako uporabnega. Medtem, ko je zadeva tamle na mizici še toliko cenejša, okvir 10 €, mikrofon, ki naredi veliko razliko, 20 €. Skratka, majhen vložek za to, kar lahko te pripomočki ponudijo. Za konec še ena stvar, in sicer nihče ne rabi biti nek hud profesionalec, da pripravlja dobro vsebino. Danes imamo na voljo številne pripomočke, tudi tiste za grafično oblikovanje, za oblikovanje videa. Dekleta prej so že omenila en video urejevalnik, ki je brezplačen in ki se ga da zelo dobro pokoristiti. To je že ena stvar. Če gledamo moje stvari, se pravi iz športa, grafike, obstaja spletni vmesnik, ki je tudi mobilna aplikacija Canva. V tej je recimo narejena tale predstavitev, pa prej od deklet prav tako. Skratka, osnovne različice ponujajo kar nekaj stvari, ki jih lahko spredoma uporabimo pri našem komuniciranju, naj bo to klub, zveza, podjetje. Ukolikor pa prerastemo to, lahko še vedno
vzamemo recimo neko profesionalno verzijo, v tem primeru, mislim, da sem včeraj preveril, letna naročnina 110 €. Sam se tega sicer ne poslužujem, sam uporabljam, bom rekel, Adobe profesionalno orodje za grafično oblikovanje. Tam si sicer zadeve nekoliko drugačne, pa vendarle s tem, recimo, sem da narediti zelo dober približek, pa to letno naročnino dobimo z 2 mesečnima obrokoma tistega paketa profesionalnih orodij. Toliko približno malo, da se še o cenah pogovorimo. Najlepša hvala zelo zaenkrat za tole pozornost. Zdaj sem pa na voljo za vaše vprašanje, ukoliko se kakšno poraja. Dobre, z vprašanjem. Aljaž, po si najbrž vse povedal, no? Tako da jaz se ti bi v tem momentu zahvalil, razen če res ne bi še kakšen kaj poprašal, se mislim, da je bila predstavitev res zelo nazorna. Skratka, Aljaž je deloval v rokometni zvezi, pa v košarkarski zvezi, bil je tudi PR-ovc košarkarskega kluba Primorska, zdaj pa je zunanji svetovalec v odbojkarski zvezi, tako da bil je tudi na olimpijskem komiteju, ko ima bogate izkušnje in jaz bi tudi skoristil zdaj, da sem tu zahvalen. Sledi zdaj polurni premor, tako da Aljaž se bomo tudi pridružil v avli, ker je malo se posladkatno in malce pijače, tako da lahko tudi tukaj poprašate v kakšnih zadevah, tako da čez dobre pol ure nadaljujemo z naslednjim programom in sicer bodo se nam pridružili 4 znani športniki, s katerimi bo upravljen pogovor, potem pa nadaljujemo s programom, ko pride na oder gospod Tomaž Ambrožič in zaključujemo z našo okroglo mizo, ki bo zelo zanimiva. Tako da, Aljaž, še enkrat najlepša hvala, da si se pridružil. Moramo je dol, ker smo muske. Tako da odmor in se vidimo v avli in nadaljujemo čez dobre pol ure. Hvala. Hvala še enkrat vsem.